Obvestila na partnerju. Včasih si boste v kalkulusu zaželeli, da bi vas program sproti obveščal, ko delate z določenim partnerju in bi vam izpisal obvestilo, ko bi si ga sami nastavili. Zdaj, kako to naredite? Najprej je treba iti na nastavitve na klientu. Napišete tule v iskalno polje takle. Ne rabite cele fraze pisati. Greste pod prodaja izdan račun in imate opcijo prikaz obvestilo o partnerju pri vnosu. Zdaj, jaz bom tule nastavil samo na izdanem računu. Isto velja tudi za vse druge dokumente. Najprej obkljukate stanje nastavitve, potem imate vklop prikaza obvestilo partnerju v pojavnem oknu, kar pomeni, da takoj, ko boste partnerja vnesli, se vam bo okenco odprlo, z tistim obvestilom. Naslednja možnost je gumb, s katerim boste lahko to okno zaprli. Zdaj, privzeto je OK, lahko pa izberete tudi prekliči. Zdaj, zakaj smo to naredili? Ko boste imeli odprto obvestilo, se velikokrat zgodi, da kar poentrate, torej da greste s tipko Enter naprej in ker je fokus na tipki OK, bi pač v tem primeru obvestilo mogoče si prehitro zaprli. Če si nastavite na prekliči, boste mogli prav z miško iti na gumb prekliči in ga klikniti, da pridete naprej. Potem imate pa še vklop prikaza obvestil preko ikonce, to vam bom potem pokazal, kako izgleda, in pa tudi v primeru, da delate dokument na podlagi nekega drugega dokumenta. Tole bomo dali vse gor, shranimo. In zdaj, ko imamo tole nastavitev nastavljeno, je pa treba tudi partnerja opremiti z tem obvestilom. Jaz imam tule že enega partnerja izbranega, naziv partnerja je kupec. Če ga odpremo gor in gremo pod nastavitve, imamo na vrhu zavihek obvestila. Tole izberemo, potem pa gremo pod prodaja pa izdan račun. In zadnja opcija je splošno obvestilo za partnerja. Tole malenkost razširimo. Vklopimo stanje nastavitve in tule noter vpišemo tisti tekst, katerega želimo, da se nam prikazuje. Po mailu. Takle. Shranimo. V tem primeru je gumb shrani gor, na vrhu, skrajno desno zgoraj. In ko imamo to vse nastavljeno, lahko gremo delati dokument. Torej, prodaja izdan račun, nov račun, vnesemo tega partnerja, torej kupec. Zdaj, kot vidite, takoj, ko sem ga vnesel, me je program že opozoril. Obvezno pošiljanje po mailu. V tem primeru imamo gumb OK. In se nam prikaže tudi ikonca tule gor. To se nam prikaže zaradi tega, ker če bi naredili dokument na podlagi odpremnice, partnerja ne bi vpisovali še enkrat, in želimo, da je to vidno. Je pa res, da tudi v tem primeru se vam potem, ko status dokumenta spremenite, se vam še enkrat obvestilo prikaže. Potem pa izberemo prodajalca, pa tule noter vpišemo tisto, kar prodajamo, na primer računalnik. Takle, količina 1, takole. Shranimo dokument. In ko se status dokumenta spremeni, nam še enkrat izpiše isto obvestilo, torej obvezno pošiljanje po mailu. Tako da v tem primeru res ne morete pozabiti. In ko imate enkrat dokument narejen, se vam pokaže še podatek o številki in ga potem pošljete po mailu, tako kot je pisalo v obvestilu. Zdaj, mogoče, če že ravno kažemo, bi vas opozoril še na to. Tale obvestila, kot smo jih zdaj kazali na partnerju gor, imate ista obvestila tudi pod skrbniška opravila pa obvestila. S tem, da tole potem niso obvestila prav na posameznem partnerju, ampak so to generalna obvestila. Naprimer, obvestilo o prodaji odpremi nad nekim zneskom. Torej, če bi mi zdaj odpremljali, mi smo zdaj predelali izdan račun, če bi delali naprimer odprema račun, bi nas program opozoril.
odprema račun ali pa odpremnico, ne. Program nas bi opozoril in bi se obenem izpisalo to obvestilo. Najprej bi bilo to obvestilo, potem bi bilo pa še obvestilo, ko smo ga mi nastavili gor na partnerju. Teh obvestil je res veliko, a ne, in si lahko nastavite za posamezne dokumente, lahko jih tudi kombinirate, niso pa to obligatorna, ne, to pomeni, program vas obvesti, ampak vi lahko greste naprej. V primeru, da bi pa želeli narediti prav omejitev, je pa to že stvar, ki jo bom v naslednjem videu prikazal.